Ženevski avtosalon je znan po lepih hostesah, zato so me fantje spustili na teren, da pogledam, kakšni so letošnji trendi. Do zdaj sem si hostese vedno ogledovala samo na fotografijah, zato so bili apetiti visoki, a na koncu sem ugotovila, da je pravih lepotic le peščica. Zato sem se vprašala, kaj je tisto, zaradi česar si fantje vedno cedijo sline, a na koncu ugotovila, da so včasih celo tiste dekleta, ki delijo kataloge, lepše od hostes. Presenetila me je bela barva, za katero se mi zdi, da so hoteli pri znamkah doseči efekt zdravnikov oziroma hostesam dvigniti nivo verodostojnosti. Dačine hostese so bile tiste, ki so bile v belem. Bile so kot zdravniške sestre, a prav nič seksi. Tudi pet niso imele. Lančine hostese so bile med bolj modnimi, saj so imele oblečena asimetrična krila in veliko čipke, ki je sedaj zelo modna. Imeli so tudi pin-up dekleta in eno pobeglo misico. Ko pomislim na Mercedes, pomislim na srebrne puščice. Zato so me oblačila hostes nekoliko presenetila. Male črne oblekice so predelali in jim dodali moder pas, kar je zelo, zelo moderno, a vseeno preveč spominja na BMW. Kot večina avtomobilskih znamk je tudi Toyota ostala zvesta svojemu karakterju, ki ga je odražala tudi z oblačili hostes. Hostese so bile oblečene v rdeče obleke, nekatere so imele hlače, predvsem je pa potrebno poudariti, da so imele udobne čevlje z dokaj nizko peto, a kljub temu so jih proti večeru sezule in smo jih po hodniku videli korakati brez njih. Renault stavi na eko in takšne so bile tudi hostese, bolj eko, v konzervativnih rumenih oblačilih, tiste, ki skrbijo za električni program, pa v dolgih belih hlačah s turkiznimi majicami. Očitno eko in moda ne gresta skupaj, ali pač? Ko omenimo džip, ne pomislimo na avto za na avtocesto, ampak avto za nasipine. Zato so tudi oblekli tako dekleta, ki bi se podala Indiana Jonesu. Poleg tistih navadnih hostes pa so imeli tudi dve posebni. Med njimi je Farida, ki je imela med lepšimi petkami, poleg mojih seveda. In kaj me je še presenetilo? Dokaj veliko število moških hostes. Tipičnega Britanca sem srečala pri novem Miniju. Pri Smartu so fantje paradirali v belih majčkah in zelenih hlačah. Tudi pri Škodi so se odločili za fantovsko iPad generacijo. Za konec, med vsemi lepoticami smo izbrali tudi najlepšo. Zmagala je Maseratijeva hostesa.